predstaviti, toliko da veste, da se nahajate na kmetiji Ropeč, jaz sem Andrej Ropeč, dosti več že poznal tukaj družina, ki sem vesel, da je dosti mladih, da je zanimanje za takšen sistem obdelave, ohraniteljno obdelavo. Mi smo manjša poljedelska kmetija, obdelujemo 33 hektarov njiv, imamo tudi prašičereja, pa predelavo mesa doma na kmetiji, tako da vsega pomalo. V glavnem z tem ohraniteljnim kmetijstvom se ukvarjam že kar nekaj let. Začel sem samoiniciativno, ker sem pač enostavno me je prisililo to, sploh zaradi terena, kateri posegi v tla ali pa ničelni posegi, se pravi čim manj posega. Drugo, kar je stalna pokritost tal ali z pridelki, z setvenim, se pravi z dosevki, z setvenimi ostanki, tudi neposredno po setvi, vsaj 30%. In pa tretjo, kaj je, čim širši kolobar, najmanj 3 poljščine. Potem lahko dosegamo te cilje ohraniteljnega kmetijstva. Vse ostalo, kaj od tega spustimo, je potem nesmisel. Vem, da me vsi zdaj pač gledate malo, vsaka kmetija je specifična, svoje potrebe. Nobena kmetija ne je enaka druga. Nekdo ima goveja pitance, nekdo prašiče, nekdo je samo poljedelec. Vsak ve svoje potrebe in vemo, da zemljišča ni v pretek, da bi zdaj imel na razpolago površin, da bi se lahko igral. Mogoče se poljedelci lažje, ki nismo toliko vezani na spravilo krm, mislim, da pokrmimo živali, lažje kolobare sestavljamo, lažje potem te dosevke vključujemo kot ena kmetija, ki je pač vezana na travinja, na koruzo, na vse ostalo, ki potrebuje za živali. Je pa res, da bo same podnebne spremembe, ekonomika in pa vsi ostali pritiski, ki vplivajo skupno kmetijsko politiko, prisilila v to, da bomo začeli oziroma bomo morali se ukvarjati z ohranitvenim kmetijstvom. Ker ohraniteljno kmetijstvo je tisto, zakaj potem ohraniteljno kmetijstvo? Prvo, pri konvencionalnem kmetijstvu je enostranska izraba tal, drugo je erozija, ki je letno tudi po hektarju 2 do 4 tone odvisno od padavin, ki je sploh ne vidimo oziroma skoraj ne opazimo, razen takrat, ko vidimo, da je po dežji polno zemljine v nižjih predelih, v jarkih in pa vse posod v porečju. Najboljšo zemljo izbere. Ta rezervoar za vodo, kjer se ta tekočina, seveda ta škropilna brozga oziroma tisto, kar še ostane, tisti tehnični minimum, da se to razrečti, pa še se enkrat v bistvu gre hitreje mogoče skozi in se to tudi notranje v bistvu čim bolj škropilnica očisti. Je tudi, seveda smo rekli, za pranje rok in še potem za zunanje pranje imate tudi možnost, da za zunanjo že letve operete oziroma operete potem verjetno kjem. Ne, tudi to je lahko tisto največje točkovno onesnaženje, zato, ne vem, že so tudi nekje v pripravi razne te metode, kako bi te zunanjo pranje škropilnic
nekako najbolj preprečili onesnaženje s tem, da se postavijo kaki ti. Prebivalci so zato ogroženi, da čebelo, če živi človek, skrbi človek. Ko čebela nima hrane, tako kot je bilo recimo lani, je pač čebelar, če jo hoče imeti, pa predvsem ne, če jo hoče imeti, predvsem zato, ker so vsi veličina čebelarjev, zaljubljeni, to kot hišni ljubljenček, psa sigurno neš pustil stradati, ne. Boš si približno razdelil tudi z njim hrano, recimo, večina ljudi bi to naredilo. Isto je pri čebelah, ne. Čebelar čebeli naredi zavetišče, kjer gnezdi, ne. Če ga ne, mislim, večinoma ga čebelar naredi. Medtem ko ti divji opraševalci, kot lani, ko ni bilo hrane, je bilo pa res hudo za njih, ne. Čmrlji imajo pa še drug problem, 80% čmrlov, pri nas je 56 divjih čebel. Čmrlji sodijo med čebele namreč, ne. 56 različnih vrst, od takšnih mičkenih, ki vi sploh ne vidite, 3 mm velike, pa do tiste največje gozdne lesne čebele, kot taka velika črna. Ko nekateri rečejo, da čmrl, dobro, sej, čmrl je tudi ena izmed čebel, ne. Problem je tem, da veliko čmrlov gnezdi na tleh. Zamejo luknje, ne vem, tudi voluharjev, predvsem kakšni bramor, skratka luknjo, ki jo najde na tleh, ne. In tisto zadevo mi potem z našimi stroji, recimo na travniki, če se prepogosto voziš, mu stisneš in mu gnezdo uničiš, ne. Druga stvar, kar je, prav pri čmrli, čmrla pri zimi samo oplojena matica. In je zelo pomembna spomladanska. Četrta generacija kmetovanja iz te kmetije ven. Bila je prvo manjša kmetija, ki je skozi čas se razvijala do take mere, da se je poleg osnovne kmetijske dejavnosti razvijalo tudi ostale dejavnosti. Nekaj posebnega danes.
Smo manjša kmetija, delujemo kakšnih več kot 15 hektarjev. Ravno smo v Goričevsko kmetija, živite imamo. Pridelujemo pšenico, buče, koruzo, fižol, pa olmogošče. Drugače pa se ukvarjamo tudi z žetvijo, imamo kombajne, zdaj imamo samo 3, smo nami Tiste, kaj na valjarju daš, Vse mesto, da.